K temu, da bo oseba z motnjami avtističnega spektra lažje zaposljiva in bo pri upravljanju svojega dela tudi uspešna, lahko pripomorejo starši, učitelji, delodajalci in pa sam posameznik z avtizmom. Starši so tisti, ki z otrokom preživijo največ časa v življenju, zato je pomembno, da otroka vzgajajo tako, da ga z vzgojo pripravljajo na bodoče samostojno življenje. Starši lahko že relativno zgodaj začnejo razmišljati o bodoči zaposlitvi otroka in ga tako že v času šolanja spodbujajo, da se vključujejo v dejavnosti, ki so povezane z njegovimi interesi, zahtevajo spretnosti, ki so pri otroku dobro razvite in tako dalje. Na ta način otroku omogočijo najti področje, ki lahko v bodoče postane njihov vir zaslužka in jim omogoči samostojno življenje. Temple Grandin recimo takole svetuje staršem. Če ste starši najstnikov z mas, jih spodbujajte k tečajem računalniškega programiranja, umetnosti in podobnega na fakultetni ravni, čeprav so sami še v srednji šoli. To jih bo motiviralo tudi v času, ko bo življenje za njih zapleteno. Učitelji v šoli, kjer se posameznik izobražuje, lahko prav tako veliko pripomorejo k pridobivanju spretnosti in znanj, ki so potrebne za opravljanje bodočega poklica. Za učitelje je najpomembnejše zavedanje, da ne smejo predpostavljati, da se bodo učenci z mas naučili spretnosti kar tako, mimogrede oziroma sami od sebe ali pa s posnemanjem. Ampak jih je potrebno vsake spretnosti naučiti. Najbolj pomembno pa je, da vsako situacijo izkoristite za učenje. Posamezniku z avtizmom pred razgovorom pošljite približen potek razgovora, kje bo potekal, kako dolgo bo potekal in pa okvirna vprašanja. Bodite vi tisti, ki začnete pogovor, saj imajo posamezniki z avtizmom pogosto težave z začenjanjem. Vprašanja, ki jih postavite, naj bodo jasna, konkretna in naj se nanašajo na posameznikove izkušnje, saj niso sposobni branja med vrsticami. Ne uporabljajte besed v prenesenem pomenu, saj jih bodo razumeli dobesedno. Izogibajte se hipotetičnim vprašanjem. Pri razgovoru ne pričakujte, da vas bo oseba pri pogovoru vedno gledala v oči ali pa bodite pripravljeni na to, da pogleda sploh ne bo umaknila. Če je oseba povedala že vse, kar ste želeli slišati pri določenem vprašanju, osebo pri govoru vljudno prekinite in povejte, da je povedala dovolj, ter preidite na naslednje vprašanje. Osebi, ki bo na razgovoru prav tako zelo pomaga, če jo boste predhodno opozorili na to, da bo razgovor skoraj končan. Ob koncu pa posamezniku povejte, da bo dobil obvestilo o tem, ali je bil sprejet v službo ali ne, in če je možno, povejte natančen datum, kdaj bo to obvestilo prejel. Ko je posameznik z avtizmom sprejet na delovno mesto, naj se upošteva naslednje. Kadar se oseba z avtizmom zaposli na delovnem mestu, ki se ujema z njegovimi interesi in kompetencami, bo vsako težavo, ki se bo pojavila, verjetno lažje reševati. Pri prilagajanju okolja upoštevajte, da za posameznika predvidite strukturirane situacije, v katerih bo vedel, kaj se od njega pričakuje. Če ima posameznik že določeno rutino, kako se sooča s situacijami, jo uporabite in vključite. Določite prostor, kjer bo posameznik opravljal določene naloge. Strukturirajte delovni prostor. Strukturirajte tudi predstavitev in zaporedje novih nalog, ki jih bo posameznik potreboval za opravljanje dela. Zapišite korake pri posamezni nalogi. Jasno določite pravila obnašanja. Zagotovite dnevne in tedenske urnike, ki naj bodo narejeni fleksibilno, vendar naj se ne spreminjajo. Zagotovite mentorja, ki bo osebi z avtizmom v pomoč in oporo. Zagotovite način, kako boste posameznika pripravili na spremembe in razložili, zakaj je do sprememb prišlo. Pri komunikaciji bodite pozorni tako na verbalni, kakor tudi na neverbalni del. Posamezniku dajte jasna, kratka in enoznačna navodila. Osebe z avtizmom so konkretni misleci. Vedno jim na vodilih poudarite, kaj naj naredijo, ne tistega, česar ne smejo. Uporabljajte slovenski knjižni jezik. Navodila tudi zapišite, predstavite s pomočjo slik, simbolov ali grafov. V govoru ne uporabljajte besed s prenesenim pomenom. Osebo opozorite, kadar nenehno govori o eni in isti stvari. Redno dajte povratne informacije o izpolnjevanju dodeljenih nalog, ki naj bodo realne, konstruktivne in posredovane v prijaznem tonu. Spodbujajte posameznika, da se med odmori vključujejo pogovore s sodelavci. Razložite nenapisana pravila in norme, ki veljajo v družbi.
Zaradi nerazumevanja telesne govorice, mimike, gest, nezmožnosti empatije ter slabe sposobnosti predvidevanja upoštevate, da lahko oseba nehote reče nekaj, kar je v situaciji popolnoma neprimerno in lahko do posameznika tudi žaljivo. Temple Grandin deli posameznike z avtizmom glede na način, kako delujejo njihovi možgani, in sicer v 3 skupine. Vizualni mislici, ki razmišljajo v slikah, posamezniki, ki razmišljajo v glasbenih in matematičnih zaporedih, pravzaprav vzorcih, in pa verbalni mislici. V Centru za avtizem smo v letih 2009 in 2010 vodili projekt razvoja mreže kulturno-umetniškega usposabljanja za osebe z motnjami avtističnega spektra. Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja pa se v okviru operativnega programa človeških virov, razvojne prioritete, enakost možnosti in spodbujanja socialne vključenosti, prednostne usmeritve, dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialne vključenosti. Glavni namen projekta je bil pripraviti prilagojene oblike usposabljanja za kulturno ustvarjanje posameznikov z motnjami avtističnega spektra in ustvariti priložnosti za njihovo zaposlovanje in vključevanje v družbo. Pravzaprav gre za nadgradnjo projekta iz leta 2008, vzpostavitev Centra za kulturo avtizma, tokrat s poudarkom na individualiziranih usposabljanjih. Posamezniki z avtizmom namreč zaradi primanjkljajev na področju socialne komunikacije, interakcije ter fleksibilnosti mišljenja drugače razumejo svet in imajo drugačne družbene vrednote, načine komuniciranja in spremenjeno vedenje, zato največkrat živijo izključeni iz družbe. Pa vendar so talentirani na številnih, tudi umetniških področjih. Umetnost lahko postane njihov glas, komunikacija s svetom, užitek in tudi vir preživetja. Dolgoročni cilj Centra za kulturo avtizma je pomagati posameznikom z avtizmom, da se lažje vključijo v družbo ter med njimi prepoznati talente, kot jih lahko najdemo v tujini. Naprimer Derek Paravicini, Charles Burns, Stefan Wiltshire, Rosa G. in tako dalje. Cilji projekta so bili vzpostaviti skupino mentorjev individualno kulturno-umetniških usposabljanj, izvesti usposabljanje mentorjev o avtizmu in specifiki dela s posamezniki z avtizmom, ki bo služilo kot osnova za nadaljne delo s posamezniki z avtizmom, vključiti v individualna kulturno-umetniška usposabljanja posameznike z avtizmom in preko njihovih izdelkov ter s pomočjo mentorjev odkriti in razviti njihove talente. Organizirati skupinska usposabljanja na ustvarjalnih taborih, izvesti študijo o vplivu kulturno-umetniškega usposabljanja na razvoj socialnih in drugih veščin posameznikov z avtizmom, pa tudi oblikovati video priročnik za kulturno-umetniška usposabljanja posameznikov z avtizmom in organizirati mednarodni posvet ter predstaviti končne izdelke v okviru drugega festivala avtizma. Avtizem je zelo pogosta razvojno-nevrološka motnja, za katero so značilni primanjkljaji na 3 osnovnih področjih. Na področju socialne komunikacije, socialne interakcije in fleksibilnosti mišljenja. Osebe z avtizmom so zaradi nezmožnosti razumevanja socialnih pravil, drugačne komunikacije ter drugačnega razumevanja sveta večkrat izključene iz družbe. Številni posamezniki z avtizmom lahko ovire na področju socialne komunikacije in interakcije premagujejo z umetnostjo. Umetnost je način, s pomočjo katerega lahko veliko oseb z avtizmom tekoče skomunicira svoje misli in čustva. S pomočjo umetnosti lahko torej komunicirajo s svetom. Največji talenti lahko od umetniškega ustvarjanja tudi živijo, mnogim pa se s pomočjo umetnosti izboljšujejo socialne veščine in so zato uspešnejši pri iskanju in opravljanju zaposlitve. Posameznikom z avtizmom smo tako želeli ponuditi priložnost za njihovo kreativnost s ciljem zaposljivosti. Kreativnost je proces pretvorbe konkretne misli ali zunanjega impulza v abstraktno domišljijsko formo. Vedno izhaja iz želje, ki jo poganja motor razvoja nasploh in s tem tudi kreativnosti. V najširšem smislu se nanaša na ustvarjanje nečesa novega, originalnega in koristnega,
Je notranja zmožnost, ki je povezana z individualnimi dosežki. Mnogi opisi visokofunkcionalnega avtizma ali Aspergerjevega sindroma poudarjajo ustvarjalnost. Značilnosti posameznikov z visokofunkcionalnim avtizmom ali Aspergerjevim sindromom so namreč sposobnost intenzivnega osredotočenja na neko tematiko, neskončen trud za proizvajanje ustvarjalnega dela in vztrajnost kljub oviram lastne ustvarjalnosti. Kot izumitelji imajo visoko raven zagona in motivacije ter izredne sposobnosti opazovanja, kažejo izjemne sposobnosti vizualne imaginacije in velikansko radovednost, da bi razumeli in osmislili svet. Hkrati pa pogosto ne sprejemajo prevladujočih znanstvenih ali drugih pogledov na svet, zavračajo sprejeto znanje in prevladujoče mišljenje ter strokovnjake na njihovih področjih. To jih žene k ustvarjanju lastnega mišljenja, iskanju novega, originalnega in koristnega. Nekateri posamezniki z avtizmom, posebno tisti, ki jih imenujemo avtistični savanti, imajo lahko genialne zmožnosti. Genij je oseba z visokimi zmožnostmi, z ali brez avtizma, ki proizvaja dela, ki spreminjajo naš pogled na stvari. Savant pa je oseba z nizkim funkcioniranjem, včasih tudi inteligenco, ki pa ima neobičajno visoke zmožnosti pri nekaterih umskih nalogah, kot so računanje na pamet, zapomnjevanje datumov, številk ali pa upravljanje drugih rutinskih nalog na opazno visoki ravni. Ker je avtizem večkrat povezan z zelo izrazitimi učnimi težavami ter izrazito podpovprečno funkcionalnostjo, pogosteje govorimo o avtistih savantih kot o genijih. Mentori so že pred začetkom usposabljanj predložili začrtan program, ki so se ga z rahlimi odstopanji tudi držali. Področja, na katerih so se udeleženci usposabljali, so bila povezana s kulturo in umetnostjo, na primer striparstvo, fotografija, slikarstvo, grafično oblikovanje, snemanje, montaža in podobno. Usposabljanja posameznikov z avtizmom so potekala ena na ena. V prvih urah so mentorji udeležence spoznali z osnovami z področja usposabljanja, na primer z orodji, osnovnimi izrazi, tehnikami in podobno. Udeležence so na nek način tudi preizkusili, da so lahko določili njihovo stopnjo predznanja, na katero so potem prilagodili program. Vsak par je imel na voljo 50 ur usposabljanja, kar je relativno malo, če bi želeli spoznati in osvojiti vse, kar določeno področje ponuja. Pa vendar, če so se mentori s svojim programom ciljno usmerili, so v 50 urah lahko dosegli velik razvoj oziroma napredek udeleženca. Na nekem ožjem področju, seveda. Cilj vsakega izmed usposabljanj je bil prenos znanja in veščin ter vnaprej določen končni izdelek, ki bo udeležencu pomagal pri nadaljnji zaposlitvi. Tako so na primer nastale fotoknjige, serije slik, fotografij ali ilustracij, filmi in podobno, ki jih lahko udeleženci pokažejo potencialnim delodajalcem na razgovoru za delo in tako dokažejo svoje znanje. Usposabljanja pa niso pomenila le izrecnega dela, temveč so spletla tudi trdne vezi med mentorji in udeleženci, tako da so nekateri izmed njih odločeni, da z usposabljanji in prijateljstvi nadaljuje tudi po zaključku projekta. Usposabljanja so bila bolj ali manj uspešna. Veliko je odvisno od mentorja, ki mora zelo dobro vedeti, kaj želi doseči, poleg tega pa mora biti tudi dober opazovalec, poslušalec in načrtovalec. Predvsem mora mentor prestopiti mejo navadnega učitelja in z učencem vzpostaviti partnerski ter zaupanje vreden odnos. Lahko rečemo, da so se udeleženci naučili marsikaj novega. Na področju usposabljanja so razširili svoje znanje in veščine, na osebnostnem področju pa so opazne pozitivne spremembe v razpoloženju. Predvsem so bila usposabljanja uspešna tudi z vidika odkrivanja talentov udeležencev, ki jih lahko te razvijajo naprej, morda celo domajo genialnosti. To velja izpostaviti nekaj izjemnih talentov, ki so jih mentorji zaznali in ustrezno razvijali. Na primer Borut Peterlin in Tomaž, Ciril Horjak in Alek, pa Iztok Sitar in Gabor. V okviru usposabljanj bi bilo potrebno v prihodnosti več pozornosti nameniti izboru mentorjev, saj se je izkazalo, da nekateri med njimi kljub referencam niso dovolj usposobljeni za doseganje zastavljenih ciljev. Več bi bilo potrebno sproti preverjati potek usposabljanj in učinkoviteje usmerjati delo k zastavljenim ciljem. Škodila ne bi niti močnejša vzpodbuda k dodatnim vsebinam, kot so oblikovanje razstav, obiskovanje razstav, pripravljanje na natečaje, razstavljanje izdelkov, pregled izjemnih obstoječih izdelkov priznanih avtorjev in podobno. Vsekakor pa bi bilo dobrodošlo tudi, če bi bilo za usposabljanje na voljo več ur.
projekt po zaslugi Ministrstva za kulturo in Evropske unije zorel naprej. Z oktobrom 2010 se bo nadaljeval pod nazivom Izobraževanje in usposabljanje oseb z avtizmom za kulturni menedžment. Cilj projekta bo vzpostaviti izobraževalni center, ki bo skozi razvijanje teoretičnih in praktičnih izobraževanj ter nacionalnih in mednarodnih povezav razvil strategije za kulturno-podjetniško usposabljanje oseb z avtizmom, da bodo te učinkovite lahko realizirale svoje zaposlitve na področju umetnosti oziroma kulture. Konkretno, Center za avtizem bo zaposlil in za kulturno-projektni menedžment usposobil pripadnike ranljive skupine, odprl galerijo, kjer bodo imeli posamezniki z avtizmom priložnost, da se predstavijo javnosti, udejanjijo svojo zaposlitev ter se urijo v pridobljenih veščinah. Vzpostavili bomo module usposabljanj posameznikov z avtizmom za kulturni menedžment, izmenjali bomo znanja in izkušnje z področja kulturno-umetniškega usposabljanja z drugimi mednarodnimi in slovenskimi strokovnjaki, osveščali bomo javnost o kulturnih potencialih posameznikov z avtizmom in predstavljali njihova dela. Po eni strani je lažje delati, ker ima izjemen spomin in recimo stvari, ki mu pač pokažemo, ni treba dvakrat ponavljati. In pač si zapomne in vem, da ve. Po drugi strani pa določene recimo stvari, kar zadeva motoriko, je pa treba večkrat ponavljati. Končni izdelek najinega sodelovanja z Tomažem je pravzaprav plakat, poster, ki reklamira koncert Dereka Paravinčinija, se pravi slavnega avtista, pianista. Ko sva to zastavila, sva rekla, ok, ne smeva preveč improvizirati, moramo se sfokusirati in zastavil sem nek program, ki je čim bolj poistovetil se z okoliščinam, ki bojo nastopile takrat, ko bo portretirala Dereka. Se pravi, če govorimo o pianistu, sva vedela, da bo ga fotografirala za pianom, za klavirjem in zato sem pač poklical Mladinsko gledališče, kjer so nam dovolili, da smo fotografirali za pač pianista, oziroma pianistko za klavirjem in sva to ponavljala 2-krat, 3-krat, 4-krat, tako da dejansko je on dobil to, se je spoznal z kadri, se pravi z potencialnimi rešitvami, s potencialnimi problemi in to sva se pravi večkrat ponovila, tako da tudi bi rekel okolje, kjer sva potem prišla, se pravi kjer sva portretirala Dereka, je bilo dosti podobno okolju, kjer sva vadila. Mogoče stvari, ki človeka oziroma osebo z avtizmom že prej veselijo, da enostavno to implementira in ta vzvod uporabi, da se približa. Ne samo zaupanje, da oba razumeva, tudi da bi rekel, da nisva, jaz se trudim blazno, da nisem pokroviteljski, da nisem, ne vem, delaj tako, kar jaz mislim, zaradi tega, kar jaz tako mislim, ne pa zaradi tega. Ampak recimo, on naredi fotografijo in se rečem, ok, to je v redu, ampak lahko je bilo tako boljše.
Če bom dvakrat, trikrat mu ponovim, pa vidim, da ne razume, vzamem jaz fotoaparat, naredim isto fotografijo, Tomaž, tako približno si jaz predstavljam. On vzame in recimo naredi in ga potem pustim, da sam naredi fotografijo in da recimo na malo drugačen način, da pač, ampak naredijo. Mislim, skratka, skozi fotoaparat mu pokažem tisto, kar mu želim jaz povedati. No. Najno usposabljanje s Tomažem je vsekakor pozitivno vplivalo na Tomaža, še posebej, ker jaz mislim še posebej na njegovo samozavest. Kljub temu, da sva bila mesec, dva ali koliko časa skupaj, dejansko vidim, da je manj bojazljiv, recimo lažje fotografira. Vsem, ki bojo kdarkoli poučevali osebo z avtizmom, bi pravzaprav svetoval par stvari, par iztočnic. Prvo je, da se na začetku druženja zadal nek cilj in da ta cilj naj ne bo preveč rigiden. Naj bo vse dejavnosti, ki bojo sledile, imele nek fokus, ki vodijo v to smer tega cilja in dejansko ta pot naj bo pravzaprav cilj. Se pravi, pot naj bo tudi vsebuje nek načrt, mislim, čist pragmatični, se pravi, delali bomo to, pa to. In ta, bi rekel, ta zanesljivost te poti potem tudi daje, ali pa daje osebi z avtizmom nek občutek varnosti. Mentor nekoga, ki poučuje osebo z avtizmom, mora biti se prilagoditi, mora biti bolj pragmatičen, mora biti bolj zanesljiv, bolj točen, mora biti bolj rigiden, kar se tega tiče vsakdnevnih ritualov, ker na ta način daje osebi z avtizmom občutek varnosti, se pravi neke predvidljivosti, neke začrtane poti, ki je jasna. Mentor mora tudi vsebovati nek partnerski, nepokroviteljski odnos do osebe z avtizmom. Se pravi, ne sme biti, mora biti oseba z avtizmom mora se počutiti vredna vsega zaupanja in te pozornosti. Se pravi, ne sme biti tukaj neka usiljena rutina. Mentor osebe z avtizmom tudi se mora zavedati, da rezultat ne bo prišel čez noč. Se pravi, da bo izobraževanje trajalo nekaj časa, da to, tako kot sem jaz nisem naučil fotografije v enem dnevu, enem letu ali pa v enem mesecu, enostavno je pač to en proces, ki pravzaprav naj bo kot pot, nek proces, ki traja 5, mogoče 10 let, ampak tako pač pri normalnem odraslemu človeku. Najbolj pomembna stvar pa je, da se zavedamo, da oseba z avtizmom ne sme biti odvisna od mentorja, da pač oseba z avtizmom mora biti čim bolj neodvisna in mi smo tukaj, da to osebo poskušamo čim bolj usposobiti, da sama živi svoje življenje po svojih najboljših sposobnostih in svojih najbolj, bi rekel, najboljših močeh. Veliko, ko sem bil za botom, sem se veliko naučil novega. Zamenjati objektive, postaviti kamero, tisto, ko smo zdaj postavili, pa tudi flash uporabljati. Za botom je bilo fajn delati.
osebe z avtizmom imajo na splošno so zelo nadarjeni za nekatere stvari. In mislim, da je to absolutno dobro, da se to razvija naprej. Zdaj, v kakšni smeri gre, je pa veliko odvisen pač od mentorja. On je od začetka je risal zelo majhne figure v zvezek A5 format, vse zelo namehno, čeprav je pa imel, po drugi strani pa imel izreden smisel za scenarij in za zgodbe. In ene so bile izredno duhovite. V glavnem te njegove zgodbe sva pustila in sva jih še nadgrajevala. Pri risanju sva šla pa od začetka in sva začela risati na velik format. Potem sva predvsem dala veliko poudarka na kompozicijo, na oblačke, na figure. V glavnem to lahko povemo o tem primeru konkretnemu. Ja, pri Rogu je mislim, da predvsem pri disciplini. Ker prej, ki je risal, je zelo krasova, ne? Zdaj si pa prvič navadil si uporabljati ravnilo, kar je že to. Že sam ravna črta te prisili disciplini. In pol imamo čist določeno, koliko časa se riše strip s svinčnikom, pa s tušem, koliko časa se barva. Kdaj je malca to, da je recimo pri tem je pridobno. In pa jasno pri likovni izobrazbi. Tele stripe, ki jih je risal pri meni, teh 15 stripov, kar smo narisala, mislim, da se mu za prihodnost pri stripih ni treba bati. Stripi pa dunje, stripov pa še flancati. Ja, jasno, da bi. Predvsem mora biti eksperimentalen, se pravi, da je treba poiskati tudi drug način, če na nek način zadeva se ne izpelje, je treba poiskati več načinov podajanja tega znanja. Mene take stvari, te umetniške stvari, velikrat zelo bolj izgubiteljskega področja delamo, kot iz tega, da bi kaj zaslužila. Je bila pravljica zanimiva, pa verjetno bija. Najprej sem začela z risbo, tako da sem se osnov tridimenzionalnega risanja naučila. Potem sva s tihožiti na papir, sva z oblike risala, kako se narišajo
dimenzionalna. Potem sva naprej, kako blago, če ni ravno narejeno, če se kako bi rekla, temu vjuge na njem, tako je. Potem na koncu sva točko risale, kaj tudi prej nisem videla, da znam narediti, pa zdaj je to videla, da to je kar dobro, ker pa smo šli pa še čist na konc, smo šli pa v Piran slikat, ven po krajina. Da bi mentor ali profesor pred ko začneva pa vmes pove točno tisto, kar je bistveno, zato da slikam ali pa se kaj skočim, da ko potem veliko lažje to izpeljem, kot če bi, ne vem, sam besedo povedal in s celim stavkom, ampak je to zame bistveno. Ko smo morali dati posebno pozornost rutini, vrstnemu redu in izkazalo se, da Alek zelo dobro razume postopek dela, vendar mu bistveno lažje, če ta postopek dela jasno napisan na papirju, pa če so zraven sličice v pomoč, če je vsaj delno postopek vizualiziran. Ker Alekov možgani so več odlični za, recimo, povezati bližnjice z funkcijsko tipko. On si zelo dobro zapomni, da je tipka B na tipkovnici Braž, Čopič. In take povezave s mojim kolegom delajo težave, da se težko zapomnijo. Vendar pa, če govorim veliko in jaz rad govorim veliko, Aleka to zmede in se zgubi v navodilih. Tako da razlika pri delu z Alekom je samo to, da moram preden začnejo delati, se usest in v kratkih točkah napisati postopek dela. Potem pa ima Alek dovolj tolerance, da se sam znajde. Tudi pri težavah se ponavadi ne ustavlja se pri črti, ampak nekako potem, če recimo 1 minuto od mene ni odziva, najde rešitev in gre naprej. V delu z Alekom mene vodi to, da imamo cilje postavljene visoko, ampak jih dosegamo s počasnimi koraki. Zaradi tega, ker Alek res lahko ogromno riše, tudi izredno nadarjen risar, tudi kognitivno lahko zelo dobro napreduje in je to večkrat dokazal, vendar pa je treba to delati s počasnimi koraki. Kar pomeni, da moraš delo razdeliti na manjše stopinje in to je tudi nekaj, kar sem se mogel jaz naučiti, ker nekaj stvari, ki jih jaz vsak dan pri praksi uporabljam, so pri meni že spontane, tako kot nekdo vozi avto, pa niti ne premišlja, katero predstavo da, na ta način tudi se uporabljam na računalnik, da sem mogel potem tudi pri svojem delu ugotoviti točno, kaj se dogaja v procesu, da sem potem lahko to razčlenil, pa šel čez postopek z Alekom. Še enkrat podanem, tako pri otrocih z avtizmom večkrat doživiš potem presenečenja, ker se morda na enem ovinku res ustavijo, ampak kje udarijo potem tako bližnico, da ujamejo potem tempo dela.
Ja, največja razlika je tudi da res ta verbalni kanal, ki je sicer kanal, ki ga jaz uporabljam za komunikacijo z sodelavci, tu ni kanal, ki bi ga lahko 100% uporabljal. Treba je bolj pokazati, narisati. Zdaj, res je sreča tudi, da jaz nisem samo govorec, ampak tudi risar, ne? In da tudi z risbo razmeroma dobro komuniciram, znam v risbi potem pokazati. In tu so pa v tem z Alekom zelo na dobri liniji, ker on, ko vidi, razume. Kratkoročni in finančni učinki takega usposabljanja so za podjetnike, ki se vključijo to slabi. Vzame ti precej časa, finančno ni super nagrajeno, skratka niz drugih dejavnosti, ki se jih mora podjetnik lotiti, če hoče v kratkem času zaslužiti nekaj denarja. Vendar je pa dolgoročni učinki so pa zelo dobri. Prvič je to, da ozavestiš svoj proces dela. Skratka, v sodelovanju z človekom z avtizmom lahko res celo iz egoističnih nagibov. Rečeš, da hočem nekaj o sebi spoznati, hočem optimizirati svoj način dela, tudi svojo komunikacijo, hočem se naučiti bolj jasno izražati svoje misli. Vse to se bo zgodilo v procesu. Tako da lahko čisto zaradi sebe greš, ne? Nikako ne smemo podcenjevati, ker to so ljudje, ki imajo določene sposobnosti, lahko bistveno bolj razvite kot tipični ljudje, recimo, ne. Zato pri Aleku, čeprav težko izraža čustva, pa težko tudi razbira čustva, pa vendar on izraža čustva in jih razbira. In jaz po njemu ful opazim to, koliko pomembno se njemu zdi, z teh malih zadev, ne. Opazim to, recimo, koliko mes mi delam, vidi, da mu uspe, koliko se nasmiha, ne? Tudi recimo, kako žari, izpostave, izraža z telesom to in dejansko po njemu ta čist čustveno je to pomeni, ja, sem v neki firmi, ki dela to, kar vam jaz rad, on ima rad stripe, on ima rad Miki Miško, jaz sem nor na Miki Miško, nor na Disneyja, nor na stripe in dejansko se čuti v tem okolju varnega, ne? Ker ni treba to zagovarjati, morda v nekem tipičnem likovnem pouku je stripovska estetika nekaj, kar pravi, ja, tako malo podcenjujoče gleda. Zdaj to seveda v tem okolju ne gledamo podcenjujoče na to. Tako da njemu res pomeni, zato ker je te njegov okus pa njegove vrednote so tu kompatibilne z mojim okusom pa z mojimi vrednotami. Zato se počuti vključenega, plus to, da je pa res debesta, veš. Jaz mislim, da zadnja točka bo to, ko bo on ta strip res pobarval, pa bomo to stiskali in ko bo imel to v roki, bo za njega in za mene to en vrhunec sodelovanja. Ki delam od leta 91, to je 19 let in v tem času sem pridobil nekaj razvad. Ena od teh razvad je to, da ko se pogovarjam s kolegi, kaj narediti na računalniku, ne uporabljam izraza klikni undo ali pa klikni open, ampak uporabljam tako izraz reci open, reci undo. V praksi to zgleda tako, da sedim z računalnikom, pa kolega reče, no, zdaj pa reci open, zdaj pa reči close, zdaj pa reci brush. In ko sem sedel z Alekom in na enak način govoril navodila za Photoshop, sem seveda rekel tako, no, zdaj pa reci undo, in Alek je sedel in je rekel undo. Pa sem pogotovil, da moram reči klikni undo. Ja, ubrala sem drugačen pristop in sicer v bistvu sem po prvih 2 srečanjih, ko sem ga malo bolj spoznala, ugotovila, da
zelo, da je bil dosti nemiren, oziroma tudi koncentracija mu je zelo nihala, da ga stvari zelo zanimajo. Zato je pač bilo potrebno malo prilagoditi stvari. Prva taka zadeva je, da se stvari podajajo na zelo jasen način. Velikokrat je treba tudi fizično pokazati kakšno stvar, ker računalnik je le malce bolj abstraktna zadeva in določene stvari niso tako jasne. Gašper je pač zahteval, oziroma pač želel vedeti, kako izgleda piksel, ne? In to je bilo treba pač vse pokazati. Zato sem velikokrat se pač posluževala tudi kakšnih čist fizičnih pripomočkov, da sem mu pokazala in razložila stvari. Potem, ja, počasnejša, jasnejša razlaga in pa treba se je tudi včasih pomiriti, ne, ko se razburi. Predvsem je zelo hiter bil on, posameznik, se je zelo velikokrat zatipkal ali pa prevečkrat kliknil kakšno stvar in potem je treba vse te korake vzeti nazaj, pomiriti in začeti delati znova, ne. Tukaj se je zelo popravilo, to moram reči, koncentracijo, potem pa seveda začetki pa čistih osnov, ker ni poznal programov, tako da korak po koraku, jasno prikazan, jasno razložen in se pride do rezultata. Potrebno je imeti kar dosti strpnosti, pripravljenosti na razlago. Seveda te razlage morajo biti tudi fizično podkrepljene, ne vem, z dejstvi, oziroma morajo biti za njega prijemljive. Včasih dobesedno v fizični obliki je treba kaj izrezati, narisati, čeprav delamo z računalnikom, ne. Ja, predvsem je pomembno, da se najprej spoznata s posameznikom, navežeta stik, ker je zelo dobro, če opazuješ stvari, vidiš, kaj mu je všeč, kaj mu ne paše, pač povprašati za želje, cilje, kaj ga veseli, ker to dostikrat pomaga, kadar pride pač tisti krizni trenutek, ko ali nima volje, ali so dolgočasi, ali mu pač tisti dan ni do tega, ker seveda z nečim treba motivirati. In v tistem trenutku pridejo prav stvari, ki si jih spoznal prav v prvih srečanjih. In če se spomniš, pa ga potem malce, ne vem, spremeniš temo, kakorkoli, pač ga s tistimi stvarmi razbremeniš. Ja, pa veliko pač moraš imeti veselje do dela s posamezniki z avtizmom, seveda, potrpljenje, strpnost, pač dobro voljo. Na splošno, ja, zdijo se mi zelo smiselno. Zakaj? Ker posamezniki z avtizmom, recimo, ki so že motivirani ali pa so se sami izobraževali že v neki smeri, vseeno včasih zelo težko pridejo do določenih podatkov. Medtem ko če ga usposablja nekdo s tem znanjem, potem posameznik pridobi veliko več informacij, tudi potrditve samega dela, uspeha, napredovanja. In se mi zdi, da je tako veliko lažje, ker jaz ali katerikoli drug človek si bo šel pogledati stvari, poklepetati na forum, vprašati za vprašanje tam, medtem ko posamezniki z avtizmom, tudi Gašper ima težave recimo s komunikacijo z drugimi, ne? On ne bo neznanca vprašal, kako se pa to počne, zakaj je pa to tako. Vprašal pa bo mene, ker se v tej smeri usposabljamo in tukaj vidim zelo velik plus, no? En ogromen pritok informacij, ki so seveda potrebne za napredek. Kakšna je kaj vsebina, zelo podobno pa že mi nariši, pa tako da vidim, kako bo pol kakšni zdaj razstavil. Meni se je zelo všeč in si če naprej s voljo. Računalnik me zelo veseli.
Jaz mislim, da mora biti predvsem veliko praktičnega dela, da si učenec dobro predstavlja, kaj mora narediti in pa da ima točne smernice, kaj mora narediti, ne da preveč sam mora ugibati in razmišljati, kaj mora delati. Točno se mu mora posvedati, to pa to moraš narediti in če mu daš točno nalogo, jo tudi naredi dober in hiter. V bistvu se s prestopom kakšnim drugačnim nisem preveč obremenjeval, zato ker je to moja prva izkušnja z avtizmom, kot tako. Čisto normalno sva začela, jaz sem mu pač pokazal stvari praktično, on je ponovil, na koncu so pa naredila še eno vajo skozi, da je vse še enkrat sam ponovil brez mojih usmerjanj. Danes smo snemali s kamero, video, ne, pa smo pol priključili na računalnik, pa gor ponesli, pa je 2 ali 3 baterije zmanjkalo. Ja, pol smo uporabljali Premiere Pro od Adobe, pa smo montirali sliko, pa rezali več delov, pa liziko smo jedli. Čim bolj sproščeno, brez kakšnih obremenitev, so čist dobro dojemljivi in čist navadni. Praktično z njimi se da dobro delati, samo kot sem že omenil, treba jim je dati pravo nalogo in točno jim opisati, kaj morajo narediti. Tako zame, kakor za Mateja, mislim, da je bilo usposabljanje koristno. Če najprej zase povem, Matej je zelo je razgledan v področju teh igric in računalništva, tako da mi je kar kakšne par stvari povedal, sem se tudi jaz kaj novega naučil in pokazal. Tako da mislim pa tudi, da je on kaj pametnega odnesel od vsega tega našega video usposabljanja, malo se je naučil ravnati s kamero, potegniti dol stvari s kamere, montirati, dodajati glasbo, malo montirati na glasbo in mislim, da se je kar naučil nekaj stvari, ki jih še ni znal. Poleg tega smo še font naredili en tak lep, da je kar probal več različnih stvari. Dobar dan, Dnevnik. Danes s Maticem pa Zevo smo filmček malo še delali. Sem se naučil audio tako dodajati, smo imeli tudi malo težav, kaj je tako čuden neki ni program delal. Ja, pa se zdaj zelo dober program delati. No, zdaj moram pa malo spati. S takimi filmčki se da kar dobro zaslužiti, tako da mislim, da Matej, če se bo še malo razvijal v tej smeri videoprodukcije, se bo naučil kar novih stvari. Z računalnikom že zna delati, tako da vse, kar bi mogel, bi se mogel malo bolj domač postati v teh programih. Potem bi lahko delal marsikaj, pomagal komu pri videoprodukciji, naredil tudi sam kakšen filmček, kot sem še rekel. Se da pa kar dobro zaslužiti iz takih filmčkov. Ne rabijo biti preveč profesionalni. Za kakšne potrebe je tudi to v redu, tako da mislim, da ima kar možnosti, da se bo kdaj z delom z računalnikom lahko nekje zaposlil in čisto normalno delo, tako kot vsi ostali. Ja, pri Mateju smo si nekako tako zastavili, da smo najprej postavili en urnik, kaj bomo naredili, vse, oziroma smo postavili vse naloge, kaj bomo v enem dnevu usposabljanja naredili. Na koncu smo postavili tudi eno nagrado, kakor naj bi bilo, če bo Matej vse opravil, bo imel na koncu prosti čas, ki ga bomo preživeli, nekaj bomo počeli skupaj, največkrat je bilo to kakšno igranje igric ali pa kaj podobnega. Tako da s tem se ga je dal kar tako v redu disciplinirati
je vedel, kaj mora narediti in kaj bo potem dobil in tako je tudi, pač, ne vem. Se mi zdi, da je tako dobro uspelo vse skupaj. Za uspešno delo pride nagrada. Stravodelnik. Danes je nažalost že zadnji dan. Video imamo več naštelali, pa imamo več nagrad. Ja, prav zabavno je bilo. Bi še kdaj prišlo. Nisem pogosto v Sloveniji, za tega vremena to zelo šlo. Mislim, da se je znal kar dosti bolj ta Adobe programe uporabljati, pa font znam zdaj delati. Predvidevam, da bi s tem delom želo zaslužil. Sem na začetku ni noben profesionalec, pa tam nekaj je to dobro še. Sem pol pa pridejo pač ljudi, pa enemu ful všeč, pa poje prijateljem, pol še oni kdaj pridejo, pač malo več zaslužiš. Ja, in s časom se vedno boljši, pol pa lahko v bistvu še film naredim iz tega. S tega psimateco pa je nivou, isto je zabaven, pa ni mi treba doma starši sedeti. Pa še nagrade dobim, to še kaj se naučim. Najraje vidim tako, da mi pač razložijo, pa pokažejo, oni prvo naredijo, jaz pa pol tako naprej. To je tako kuhar, da bi se posebej iskal. Enih je napisal, ti jih prebereš, pa še ti napišeš tako. Ko pač naučiš. Če ume me je pojedel. My weight. All I need's peace, this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live.